A veste, da zadnje čase me ljudje sprašujejo, tudi pisma dobivam tukaj na RTV-ju, ko smo mi to zajeni, ta Radio Gaga, smo levi, smo desni, nekaj čudno se jim zdi neka zasedba tukaj pri omizju. Gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke, čisto nič me ne zanima, kakšni so moji sodelavci. Moji sodelavci so strogi profesionalci. So ljudje, ki se hitro odzivajo, so retorično sposobni in znajo satiro pripeljati tako, kot je to potrebno. Na najvišjem vrhunskem nivoju. Kakšna je pa njihova politična agenda, mene osebno ne zanima. Jaz lahko govorim o sebi, če hočete, pa vam bom nekaj podatkov povedal. Sem Sašo Hribar, zaposlen na RTV Slovenija, star sem 62 let. To pomeni, da sem zaposlen na javnem zavodu, nisem odvisen od rezultatov svojega dela, nisem odvisen od svojih sposobnosti, nisem odvisen od svojih uspehov, odvisen sem od politike. Vrc, takole je. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker politiko jemljem kot nujno zlo, kot prometno nesrečo, kot tsunami, kot požar, karkoli že. Ne morem na to vplivati, seveda mi pa to ne krati mojih lepih trenutkov, ki jih imam še do konca, do večnosti. Nahajam se na obratni strani, o tem sem že razlagal pred volitvami, kaj obratna stran pomeni. Obratna stran pomeni, da večina časa preživljam tam, ker ni moči, ni oblasti, ni vpliva, ni denarja, ni prepoznavnosti, en sam velik dolg čas bi vi rekli. Za mene zelo bogato, lepo, mirno življenje. Vsake toliko časa kot član programskega sveta, svet delavcev, kot zaposlen na RTV Slovenija, pa prestopim Rubikon in se soočim s to gnilo zadevo, ki se imenuje politika. Zdaj pa odnos do politikov, do protagonistov. Seveda vas zanima, v zadnjem času sta dva zaznamovala to naše obdobje. Marjan Šarec in Janez Janša. O Robertu Golobu ne bom govoril z preprostega razloga, ker je to stvar prihodnosti. Če bo premier, bomo seveda stvari promptno spremljali in se o tem tudi veliko pogovarjali kasneje. Kakšen odnos imam do Marjana Šarca? Najprej odnos do Šarca kot politika. Ne maram ga. Kakšen odnos imam do Marjana Šarca kot sodelavca, kot človeka? Rad ga imam. Zelo ga imam rad, čeprav se v 15 letih še nisva srečala. Vse napore sem usmeril to, da bi imela kakšen kontakt. Rad bi mu pomagal tako na osebnostnem področju, tudi kot političnem področju, kakor pač lahko s celotno ekipo, ampak žal do tega srečanja ni prišlo. Eden največjih komikov v Sloveniji, en najbolj zanesljivih ljudi, genijev na tem področju. Marjan, če tole poslušaš, žal mi je, da se nisva srečala, še zmeraj gojim do tebe pozitivna čustva in če bi lahko, če bi imel možnost, bi vse zate naredil, žal kot politika te pa ne cenim. Kaj pa Janez Janša? Ne cenim ga ne kot politika, ne kot človeka. Zakaj ga ne cenim kot človeka? Pogled na osnovne civilizacijske vrednote je popolnoma drugačen, kot jih imam sam. Ampak to na satiro, na politično dogajanje v tej naši družbi, v skupini Radia Gaga popolnoma nič ne vpliva. Zdaj pa, da vam razložim samo še svoj pogled na politiko, da boste vedeli, kako to zadevo kot satirik doživljam in vsi moji vrhunski sodelavci, ki se znajo preleviti v različne osebnosti in so izjemno korektni v svojih nastopih, kaj delajo privat, me ne zanima. Najprej na soočenih, če ste jih poslušali, nismo nikoli govorili o učinkovitosti politike. Noben še ni vprašal nobenega politika. Politika je konec koncev učinkovitost. Mi volimo politike zaradi te lastnosti, zaradi učinkovitosti. Poglejte, vsi politiki imajo v rokah moč, denar, vpliv in oblast. Kaj še češ na tem geoidu več, kot da imaš vse te 4 parametre, več ne moreš imeti. Logična posledica tega je, da je vsak še tako kompleksen problem enostavno rešljiv. A politika rešuje te probleme? Ravno nasprotno. Še tako enostavno rešitev politika trajno problematizira. To je dokaz, politika je popolnoma neučinkovita. Govorimo o drugem parametru, to je laž v politiki. Politika je zelo spretna. Veste, kaj je naredila politika? Politika je naredila to, da ima vsaka laž svojo rešitev. To pomeni, da je laž rešitev kvadratne enačbe. Primer, x kvadrat je 4, koliko je x plus minus 2. Kako se imenuje laž kot rešitev problema v pozitivni konotaciji? To se imenuje naša resnica. Kaj pa laž z negativno konotacijo? To je njihova resnica. In laž imamo rešeno. Gremo na naslednjo točko, korupcija. Kaj je za politiko korupcija? Čisto preprosto. Če je numerično razmerje 50-50, se nič ne zgodi.
se lahko dela, kar se hoče. Drugače je pa korupcija. Na naši strani bomo upregli najboljše odvetnike in pravnike, če je korupcija na njihovi strani, bomo upregli najboljše tožilce in sodnike. Govorimo o življenju kot takemu. O življenju. Politika je vendar na svetu zato, da nam omogoča življenje, da nismo na robu preživetja, da se ne najdemo mladi, pa ne govorimo o sebi, ampak o drugih, ki so mladi, mojim sodelavcem, na robu preživetja. Kako politika deluje, ko zagleda nekoga, ki je v stiski? Nekoga, ki mu ne gre najboljše, nekoga, ki recimo umira. Ima moč, ima oblast, ima vpliv, ima vse. A ga rešuje? Ne. Politika se najprej vpraša, nam smrt koristi ali nam smrt škoduje? Tisto, kar je v tistem trenutku najbolj logično, za tisto opcijo se odločijo. Torej še naslednja točka je padla. Politika je že sama po sebi egocentrična, narcisoidna zlatoustnost. Je? Seveda je. O tem se pogovarjamo že zadnjih 30 let. In če to sprejmemo kot dejstvo, nam je politika zelo blizu. Vse vendar, pač razumemo neko negativno konotacijo marsičesa. Ampak narobe je in nerešljivo je, da je politika motnja v njihovi lastni egocentričnosti, narcisoidnosti in zlatoustnosti. In še zadnje, rad bi bil predstavnik srednjega razreda. Rad bi živel mirno, rad bi živel daleč stran od politike. Srednji razred je tisti, ki je inerten, srednji razred je tisti, ki ni okužen, srednji razred je tisti, ki ne povzroča napetosti. Ima politika rada srednji razred? Ne. Zakaj? Ja, tam, ker ni napetosti, ni toka. Politiko pa generira močan tok. In kako dobiš močan tok? Tako da ustvariš dvoje nasprotujoči strani. Redki izbrani posamezniki, bogati in močni, in kupica revežem na drugi strani. To je velika potencialna razlika, velika napetost in politika skrbi, da teče velik tok. Zato mi pač politika ni blizu. Blizu mi je pa življenje na obratni strani. Tam sem predvsem sam, z redkimi ljudmi se srečujem. Moja izbranka, nekaj kolegov z Radio Gaga, sem pa tja kakšen sosed. In pa ogromno prijaznih muc, kakšnih živali, še drugih, kakšni kužki in podobno. Dolg čas, ne. Lepo življenje. Zdaj pa Srečko, dej na vizo in gremo na prvo temo.